Lep pozdrav. Eno zanimivo opažanje. Ljudje zelo radi govorijo o tem, kako mi sploh ne bomo imeli penzij, pokojnin. Kaj se sploh to meniš, mi tako ne bomo imeli več penzij pa tega. Škoda, da si sploh razmišljaš o tem. Saj tako ne vem, kva bomo. No, in nekaj v tem stilu, ne. Ampak noben se pa dejansko ne vpraša, zakaj je recimo do tega prišlo ali pa kaj bi bila rešitev za to. Kar pri tem ostane, ne. Mi tako ne bomo imeli penzij. In to je to, ali kaj? Očitno. Si bo že, ne vem, nekdo si bo že nekaj izmislil, ne. Jaz tako nič ne morem, nič ne vem, nič ne znam. Nimam cajta. To bo že nekaj, nekaj bo že. Ja, okej. No, mislim, da je cajt, da se začnemo ljudje zavedati svoje odgovornosti pri tem, da moramo sami stati kot rešitev. Za vsak problem, ki ga vidimo okrog sebe. In recimo konkreten primer rešitve za to, da finančni, kapitalistični, ekonomski sistem ne deluje, ne, je recimo vpeljava UTD-ja ali pa po slovensko je to univerzalni temeljni dohodek. Imamo tudi več različnih primerov tega, ni samo en primer. Imamo recimo LIG, kar bi bilo, oziroma Living Income Guaranteed, kar bi v prevodu pomenilo zagotovljen življenjski dohodek. Se pravi, obstaja več rešitev, kako priti do tega in kaj to točno je, ampak ljudje se bomo mogli začeti sploh zavedati tega in začeti sami delati na tem, da se pozanimamo, kaj to je in da dejansko pomagamo pri rešitvah in da smo sami za zgled pri tem. Ker zaenkrat je še večina ljudi kar tako pač vztraja pri svojih stalnih vzorcih obnašanja, delovanja in se pač trudi čim bolj nekako ignorirati, kaj se dejansko dogaja. Torej, se opravičujem, sem mogel prekiniti video vmes. Pod tem videom bom dodal linke, ki so zelo pomembni in relevantni za vsakogar, ki ga dejansko skrbi za rešitve in ki hoče biti in sodelovati pri rešitvah, ki so najboljše za vse. Zato vas vabim, da si jih ogledate, da jih preučite, da se pridružite, da sodelujete, da pripomorete k vpeljavi in z lastnim zgledom dejansko pomagate, da se vse te rešitve vpeljejo, da bomo dejansko lahko živeli vsi dostojno, da se ne bomo več preganjali sem pa tja z nekim namišljenim stvarem, ki pač niso v skladu z realnostjo. Hvala lepa.